Najemni trg potrebujemo red, ne omejevanje. Bi omejitev kratkoročnega najema resnično lahko imela vpliv na to, da bi se na najemnem trgu pojavilo več nepremičnin za dolgoročni najem? Torej, da bi tisti, ki zdaj oddajajo svoje nepremičnine turistom, zaradi novih pravil bili prisiljeni oddajati stanovanja študentom, mladim družinam za več mesecev, celo let. Ob predpostavki seveda, da se na kratkoročni najem veliko bolj splača, saj sta zgolj 2 nočitvi denimo v Ljubljani vredni več kot ena sama mesečna najemnina. Da v Sloveniji nujno potrebujemo delujoč in urejen najemni trg, drži kot prebito. Potrebujemo stanovanja za dolgoročni, pa tudi kratkoročni najem, ki državi prinaša denar. Hkrati pa potrebujemo jasno spisane zakone, ki bi ta trg uredili, ščitili najemnike, tudi najemodajalce. Pa tudi register, da bomo naposled sploh vedeli, koliko ljudi oddaja svoje nepremičnine in na kakšen način. Najmanj pa potrebujemo pravila, sprejeta nepremišljeno, na hitro, ker se pač že leta dolgo ne pride do ustrezne rešitve, kako urediti rak rano slovenskega stanovanjskega trga, in država za gradnjo vseh potrebnih več tisoč neprofitnih stanovanj ne zmore zagotoviti dovolj denarja. Pa bi ga morebiti lahko. Tudi s pomočjo nepremičninskega davka, katerega del denarja bi lahko šel za gradnjo socialnih nepremičnin. A žal ostaja zgolj pri napovedih. Manjka pa volja, tudi po sodelovanju z vsemi vpetimi stranmi in različnimi strokovnjaki, katerih predloge vlada pogosto enostavno presliši.